Spoštovani in dragi gledalci televizije Exodus, danes mi je veliko veselje in čast, da vam lahko predstavim gospo Darinko Slanovec. Gospa Darinka, prisrčno pozdravljeni. Prisrčno pozdravljeni tudi vi. Začeli bi naš pogovor z vašimi besedami, ki ste jih izgovorili v uvodu na svečano praznično mašo 10. februarja 2024. Takole ste povedali: med vsemi pomeni, ki jih lahko ima praznik, je najlepši ta, da praznovanje pomeni povezanost, ko nas vodita občutek in zavest, da skupaj negujemo nekaj lepega med nami, nekaj resničnega, nekaj, kar je vredno vse naše pozornosti. To so res čudovite besede, ki so označile ali pa začele praznovanje 50. obletnice Krščanskega bratstva bolnikov in invalidov Slovenije. Bilo je to v Podutiku v Ljubljani. Gospa Darinka, kaj je to bilo in kako ste praznovali? Bom segla malo nazaj. Pred 50 leti se je v Slovenski cerkvi začelo organizirano delovanje bolnikov in invalidov. Danes lahko vidimo sad tega delovanja v obliki dveh duhovnih gibanj. To sta Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov in Prijateljstvo bolnikov in invalidov. To sta dve različni identiteti, vsaka s svojimi poudarki. Imata pa skupen izvor, iste korenine. Zato smo se odgovorni v bratstvu in v prijateljstvu odločili, da bomo praznovali skupaj. Smo rekli, da bomo jubilejno leto, to je 2023, organizirali v obliki različnih srečanj, temeljnih ali področnih skupin bolnikov in tako obeležili to svojo 50-letnico. Nekaj teh srečanj smo pripravili bratstvo, nekaj jih je pripravilo prijateljstvo, skupaj pač smo jih sestavili 50. Potem pa smo se domislili, da je to pravzaprav tudi naš prispevek k sinodalnim prizadevanjem, ki potekajo po vsem svetu, pod geslom občestvo, sodelovanje, poslanstvo. In prav to je vsebina obeh teh gibanj, ki sem jih omenila. Vas lahko vprašam, gospa Darinka, ste vi že od samega začetka v krščanskem bratstvu? Skoraj. Torej, če je krščansko bratstvo zdaj v Sloveniji staro 50 let, jaz sem pa nekaj let manj časa navzoča v tem gibanju, tako da, ja, bi rekla, da ga kar nekoliko poznam, ja. In sinoda je res želela prav to, da pridejo do besede tudi kristjani, ki so do zdaj bili mogoče nekje nevidni v ozadju. Se vam zdi, da ste tudi s to proslavo stopili vi, invalidi in bolniki, na eno pot, kjer lahko cerkvi predstavite svoje delovanje, kjer lahko cerkev spoznate s svojim bogastvom, ki ga skrivate v vašem delovanju? Vsekakor. Ves čas že delujemo v Slovenski cerkvi. Slovensko bratstvo je sestavni del Slovenske cerkve, ker je tudi, bi rekla, del krščanskega bratstva mednarodnega, ki deluje v 50 državah sveta. Nam lahko potem poveste tudi o začetkih delovanja tega mednarodnega bratstva? Ja, to je bilo leta 1945, po vojni, veliko bolnikov, veliko invalidov. In v eni od župnij je prišel Henri François kot bolniški duhovnik, kaplan, ki pa je bil sam zelo bolan in ni mogel sam obiskovati bolnikov in invalidov v svoji župniji, pa je zato prišel na idejo, da bi nekaj bolnikov in invalidov v svoji župniji popeljal okrog bolnikov tako, da bi si jih potem oni sami
obiskovali in se med seboj povezovali z idejo, z namenom, da bi si med seboj lajšali težave in tegobe, ki jih prenašajo vsak dan, hkrati tudi pomnožili veselje. In seveda s tem namenom tudi, da bi drugega spodbujali k duhovni rasti v veri. In ko se je to dogajalo in so ti bolniki, ki so obiskovali druge bolnike, ugotovili, da jim to dobro dene, da na ta način oni rastejo in da drug drugemu res lahko veliko dajo kljub svoji nemoči, je Henri François dejal, najbolje bo, da bolnik postane apostol drugemu bolniku. Prav ta misijonska vloga bratstva je pravzaprav originalna ideja in osnovno poslanstvo bratstva. Seveda ima bratstvo še druge poslanstva tudi, druge namene, recimo tudi to, da jih vabi k medsebojnemu sodelovanju, da urijo svoje sposobnosti, ki so jim še ostale kljub boleznim ali invalidnosti, da se udeležujejo dejavnosti na vseh nivojih cerkve, pa tudi širše družbe. Kdor pač glede na svoje sposobnosti zmore. Čudovito se mi zdi ta vaša beseda. Bolnik postane bolnik, postane apostol drugemu bolniku. Tudi vi sami delujete v bratstvu res, bi rekla, v eni posebni vlogi, ker ste tudi odgovorni za mednarodne stike krščanskega bratstva v Sloveniji. A nam lahko tudi poveste o teh vaših mednarodnih srečanjih ali izkušnjah, ki jih imate? Ja, mogoče moja prva izkušnja, ki mi je ostala še najbolj v spominu in mi mnogokrat prihaja v spomin. Namreč leta 2000 smo bili delegacija iz Slovenije v Wiesbadenu v Nemčiji na svetovnem kongresu bratstva in to je bilo naše prvo srečanje na takem nivoju. Bili smo tam sprejeti kot polnopravni člani v svetovno družino bratstva in glavni poudarek pogovorov in razmislekov na tem srečanju je bilo ekumensko vprašanje, ekumenska razsežnost bratstva. In to je seveda eno temeljno vprašanje, ki sprašuje potem, kako živeti skupaj. In zdaj se mi to zdi precej aktualno, ker tudi sinodalno vprašanje je, kako hoditi skupaj kot cerkev. In mene je navdušilo to vprašanje tudi zato, ker smo iskali odgovore na vprašanje, kako hoditi skupaj tudi na ta način, da smo iskali odgovor, kje sem doma. In dejansko je dom tisti prostor, kjer lahko se počutiš bolj avtonomno. Jaz se doma počutim bolj avtonomno in sem lahko bolj občutljiva za druge. In tudi cerkev naj bi bila dom za vse, ne samo hiša, kamor se zahaja občasno, ampak kot dom za vse. Zato se mi ta tematika izpred, rekla, 24 let, takrat na tistem kongresu, zelo lepo povezuje s to tematiko zdaj sinodalnih smernic, ki jih slišimo. Res se mi zdi to čudovito, da ste ostali tako v tem duhu ekumenizma. Kaj pravite tudi o tem, da se pravzaprav bolniki in zdravi učimo živeti skupaj? Ja, absolutno, ja. V bratstvu smo zbrani člani, bolniki, trajno bolni in invalidi, ki smo kar precej odvisni od pomoči drugih ljudi. Veliko nas je takih. Vse več je takih, ki potrebujemo pomoč, zdravih. In posebno na srečanjih potrebujemo pomoč zdravih, bodisi za prevoze, bodisi za, rekla, kakšno strežbo, bodisi za nego težkih bolnikov, na večdnevnih srečanjih, na primer.
In zato je to povezovanje bolnih in zdravih pri nas tako rekoč nujno. Srečujemo se pa tudi z mladimi zdravimi. Naprimer, Dom bratstva na Zaplani je kraj, kjer potekajo duhovne vaje birmancev ali pa prvoobhajancev in pogosto vabijo nekaj naših članov, da jih obiščejo v enem popoldnevu, se predstavijo in tako dobijo otroci, če smem tako reči, živ stik z njimi, da ugotovijo, da pravzaprav njihova zgodba je ena od zgodb mnogih ljudi. Čudovito. Mislim, da je prav to, kar vi sami vlagate v to skupno življenje, ne, z mladimi in tudi zdravimi ljudmi, nekaj najlepšega, kar prinašate tudi v našo cerkev. Povejte mi za vas osebno, kaj za vas osebno, za vašo duhovno rast pomeni to, da ste tako tesno povezani v krščanskem bratstvu in da tako lepo sodelujete tudi z različnimi redovnimi skupnostmi. Ko sem srečala prvič se skupino članov bratstva, sem bila pravzaprav zelo nevedna. Ena od, lahko bi rekla, indiferentnih bolnic, ki sem poznala samo bolniško okolje in bolnike tam. Z drugimi bolniki drugje se nisem srečevala. Tu sem se pa srečala z bolniki in invalidi, ki so jih zanimale vse mogoče druge stvari, še najmanj bolezen in bolezenske tegobe. In to me je navdušilo. Sploh pa me je navdušilo tisto osnovno poslanstvo bratstva, o katerem smo se takrat v prvih korakih gibanja sploh največ pogovarjali, kako biti dejaven. Kajti bratstvo vabi bolnike in invalide, da postanejo dejavni in odgovorni oziroma soodgovorni za svoje življenje, pa tudi za življenje drugih. To je ta vez, ki me je močno pritegnila, tako da sem že zelo zgodaj dobila različne odgovornosti v bratstvu. Pač treba je bilo na nacionalni ravni postaviti tudi organizacijsko to gibanje. Ustanavljale so se različne lokalne, temeljne področne skupine bolnikov in invalidov. Potrebovali so voditelja te skupine, ki je pač poskrbel za to, da se je skupina lahko zbrala, da je vodil pogovore. Seveda je vedno lahko navzoč tudi duhovnik, naš duhovni spremljevalec, rečemo, pa kljub temu je vloga voditelja skupine kar precej izpostavljena. In tako sem počasi dobivala, pravzaprav sem ob tem tudi sama rasla v odgovornosti do sebe in do drugih. In kako ste vi apostol drugim bolnikom? Kako sem? Ne vem, a veste, da o tem nisem razmišljala. Jaz preprosto živim tako in moja izkušnja je takšna, da navadno ne govorim veliko o tem. Je pa res, da se s časoma navežejo stiki in pride ta vsebina tudi na vrsto. Ne vem, vem pa, da rada pridem pomagat, če me prosijo, tudi na razne takšne prireditve, kot je bila približno ta prireditev, ko smo jo praznovali 10. februarja v Podutiku. In kaj je tisto, kar bi cerkev lahko vam še dala, kje bi vas podprla, kje rabite največjo pomoč od cerkve, od svoje cerkve? Na lokalni ravni je ponekod še precej ovir pred tem, bi rekla, da je na lokalni ravni še precej ovir na poti v boljšo vključenost invalidov in bolnikov v dejavno življenje cerkve. Precej je bilo že narejenega, vsekakor. Veliko arhitekturnih ovir je že odpadlo. Pred 50 leti, ko so se delali prvi koraki bratstva, je bilo zelo težko priti v cerkev. Povsod stopnice, veste.
ni bilo no klančin. Poleg tega so bile tudi psihološke ovire še kar močne, ja. Zdaj je to seveda drugače, ni pa še povsod dobro. Teh bi rekla, ovir in teh izzivov je še kar dosti pred nami. Je pa to zelo odvisno tudi od posameznih krajev, od duhovnika tam, od župljanov, pa tudi od bolnikov samih, a ne, koliko se sami potrudijo, koliko se angažirajo in koliko sodelujejo. Spominjali ste, da ste imeli 50 srečanj za vašo 50. obletnico. Ali imate še kakšne načrte za letošnje leto? Še kaj naprej načrtujete? Kako boste poživili in praznovali končno 50-letje, ja, zlati jubilej, ne da? Ja. Mi smo praznovali zlati jubilej vse leto 2023. Smo ga pa zaključili z zahvalno sveto mašo v Bodutiku, a ne. Tako da jubilejno leto smo tako zaključili, medtem ko seveda imamo vsako leto določen program, je pa odvisno od različnih okoliščin. Tisto, kar je najprej, bo zdaj na vrsti, bodo duhovne vaje ki jih bomo izpeljali v domu bratstva na Zaplani. In se bo verjetno zbralo kar precej. Pa še mogoče res, s katerimi redovniškimi skupnostmi najbolj sodelujete? Lazaristi. Lazaristi, ne? Ja. Ja. Od vsega začetka v skupini invalidov in bolnikov, ki so se navdušili nad to idejo bratstva, je bil takrat še bogoslovec Jože Zupančič, ki je bil potem z nami kar precej let kot duhovni usmerjevalec, duhovni asistent, smo rekli. Potem je bil tudi urednik Prijatelja in s Prijateljem smo mi vedno veliko sodelovali. To je ta revija Prijatelja, ne? Ja. Tako zelo smo bili povezani z njimi, da se je pravzaprav število bolnikov, ki je dopisovalo v to revijo, kar množilo, a ne, prispevkov preveč. Po drugi strani pa so bili to isti člani, ki so bili pa tudi v bratstvu najbolj dejavni. Tako da, ja, to je bilo za nas kot ena promocija tudi. Lahko bi rekla, da je revija Prijatelj, to je revija bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev, ki jo zdaj izdajajo lazaristi, a ne, bila pravzaprav tista prva beseda, okrog katere smo se začeli zbirati. Tudi Prijatelj dokumentira vse naše pomembne dogodke. Še vedno. Ja. In je vse lepša ta revija, ne? Res Ja, s časom raste. se spreminja. Ja. Ker se spreminjajo tudi okoliščine, seveda, in sodelavci tudi, a ne. In koliko je zdaj približno, bi rekla, članov ali pa tistih, ki sodelujejo v Krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov Slovenije? Ja, v Sloveniji nas je okrog 200-250, Lepo. od tega pa nekateri niso več toliko dejavni, so že precej ostareli ali hudo bolni, tako da oni ne hodijo več, ne morejo več hoditi na različne dogodke, ki jih priredimo, s tem namenom, da jih povezujemo med seboj, veste, in s tem namenom, da lahko spletajo med seboj vezi, ki potem ostanejo tudi, ko se razidejo in se potem med seboj pomagajo v različnih stvareh, a ne. In družijo se potem lahko tudi sami med sabo. In tudi mlade imate, Premalo mladih. Premalo. Premlado mladih, ja, premalo. In jih vabimo vedno, da se nam pridružijo. Mogoče še samo zdaj, da ne bi ostalo nekaj nedorečenega, ta razlika med krščanskim bratstvom in prijateljstvom. Kaj je razlika? To sem rekla, a ne, dve različni identiteti. Bratstvo vodimo, v bratstvu imamo glavno odgovornost, bolniki in invalidi sami. In naše osnovno poslanstvo je misijonsko poslanstvo. Torej, pojdi v svet in oznanjaj. Medtem ko pri prijateljstvo pa vodijo Marijine sestre, čudodelne svetinje in imajo nekoliko drugačne poudarke.
pri njih je glavni poudarek na skrbi za bolne in invalidne in stare. Se pravi, skrb zdravih za bolne. Pri nas, kot sem rekla, pa bolni za bolne. Koliko si lahko med seboj pomagajo, kaj lahko drug drugemu dajo kljub nemoči, in tega ni tako malo. Predvsem gre tukaj za te osnovne duhovne potrebe, kot so biti sprejet, biti slišan. A ne? To v okviru temeljnih skupin si sami ustvarjajo prostor, ker bodo si sami med seboj odgovarjali na ta vprašanja, kako biti sprejet, kje biti sprejet, na kakšen način biti sprejet. A ne? Bolnik bolnika lažje razume. Tako. Ja. In to je mogoče prvi korak k temu, kajti takrat, ko se je bratstvo začelo, ko je nastajalo, ko je delalo prve korake, veste, bolniki invalidi večinoma niso bili videti v javnosti. So bili bolj ali manj med štirimi stenami domačih družin. In potem jih je bilo tudi strah iti iz hiše. So bili deležni čudnih pogledov, kot če so prišli. A ne? Ampak s časoma, zdaj se je to že precej spremenilo. Samo treba je bilo stopiti skupaj in skupaj iti ven. A ne? In naši prvi obiski pri svetih mašah v cerkvi so bili posebna doživetja za marsikoga, ki prej do tedaj nikoli ni bil. A ne, pa si je to želel. Niti ni bilo verskih oddaj na radiju, ni bilo verskih oddaj na televiziji, takrat nič. To je vse zdaj drugače že. Pa kljub temu, če pomislim, ali so še potrebe, ali je še razlog za obstoj krščanskega bratstva, recimo. Jaz mislim, da lahko rečemo, da ja. Čeprav je že marsikaj se je izboljšalo, ampak tisto osnovno pa še vedno ostaja. Namreč, naprimer, že to, da se danes o zdravju ne govori več samo kot o odsotnosti bolezni, ampak tudi kot o posebni človekovi duhovni kondiciji spričo doživljanja nemoči. Naprimer, problem življenja, še zlasti v okolju, kjer je vse naravnano na zunanjo učinkovitost, na zunanjo uspešnost, je veliko večji, kot pa nam lahko odgovori država ali inštitucije. Človek potrebuje prepričanje in občutek, da je prav njegovo življenje vredno. Vsak dan posebej, pa četudi je obteženo z boleznijo in invalidnostjo ali starostjo. Je težko reči, težko je živeti v okolju, v katerem vrednost življenja s starostjo pada. In se potem na neki točki zgodi, da ni vredno več ničesar. Da bi se ga radi rešili, ne? In to je potem velik problem in velik pritisk in zelo težko breme za tiste, ki niso več sposobni za pridobitno delo, bom tako rekla. Ja. To so vaše čudovite besede. Mislim, da ravno te dni, ne, v Sloveniji, ko se toliko govori tudi o tem zakonu, ki, hvala Bogu, je zdaj prvič ni uspel, ne, zakon o evtanaziji, ko se res sprašujemo, kaj je vrednota človeka, ne? A je človek vreden samo takrat, ko proizvaja nekaj, ne, ko širi bogatstvo, ali pa je nekaj drugega. Tudi sama vem iz svojih izkušenj, kako bogato je lahko srečanje z bolniki, ne. In zdi se mi, da ste že nekje odgovorili na tisto moje vprašanje, ali je potrebno, da tudi vnaprej obstaja to krščansko bratstvo bolnikov in invalidov v Sloveniji, tudi če bo ne vem kakšni zakon sprejet od države, vendarle se mi zdi, da je tukaj pri vas tisto, nosite bremene drugemu, ne. Natanko tako. In to je tisti prostor, kot sem rekla, kamor vstopata tako bratstvo kot prijateljstvo, vsako na svoj način. A bi si želeli še več članov? Ja, vsekakor. Vsekakor potrebujemo jih. Bom rekla prav s to besedo, da jih potrebujemo. Sploh nam manjka
trenutno ljudi, ki so še obdržali določene spretnosti, ki so potrebne za vodenje skupine ali pa kar nacionalnega bratstva, na primer. Naš član, naš vodja, Tone Planinšek, je 25 let vodil na Radiu Ognjišče oddajo Vstani in hodi. Zdaj jo vodi gospa Damjana Medved, zelo sem vesela tega, da je ta oddaja še teče. In ja, ta oddaja je veliko naredila v našem prostoru. A je tudi bolnike včasih potrebno malo tako podrezati, opogumiti, ne da? Ker kot zdravi ljudje imajo malo tisto, ne, da ga ne bi kaj narobe naredil. Tako včasih tudi bolnik sam težko pristopi k zdravemu, ne, da ne bi kaj narobe naredil. In to ste čudovito rekli, da je poslanstvo vaše krščanskega bratstva bolnikov ravno to, skupaj hoditi, ne. Ali sprejemate vi v vaše bratstvo tudi te, bi rekli, zunanje sodelavce, kot ste že rekli, ne? Mi rečemo sodelavci, prostovoljci, kakorkoli, zelo z veseljem, a ne? Ja. In mi naredimo sami, kar največ zmoremo. Kar pa ni v naši moči, da bi naredili, pa je potrebno, zato da gibanje, bi rekla, živi, pa res prosimo za pomoč. Tako recimo, ko smo imeli praznovanje v Podutiku, mene je spremljala Barbara, moja asistentka. Ona ni naša sodelavka, tako, ampak vendarle mi je pomagala, da sem jaz to nalogo lahko opravila. Brez nje pač meni ne bi šlo, toliko ur biti nekje ne morem biti sama. In kako bi, na kakšen način, dajte vi sama, povejte, povabite ljudi, ki imajo srce in sočutje, da pridejo k krščanskemu bratstvu bolnikov in invalidov in vam pomagajo vsak na svoj način. Prosim. Jaz bom uporabila besede Barbarine, ki jih je zadnjič, mi je ona povedala, katere je uporabila, ki jih je zadnjič uporabila v oddaji Vstani in hodi. Je bila gostja Damjane Medved. In je bilo zame pravo odkritje, kako ona doživlja to službo. Namreč, ona je rekla, da je to zanjo duhovno potovanje. Duhovno potovanje. In to je res tako povsem nov, drugačen, zelo, zelo subtilen pogled na to službo, na to delovanje. In jaz bi rekla in bi povabila predvsem tiste mlade, ne, ali pa starejše, ki lahko še delujejo, da se nam pridružijo na tej duhovni poti. Ekumenski del tega je tudi ta, da ni nujno, da so kristjani in ni nujno, da so verni. Lahko so tudi pač drugače verujoči ali če se opredelijo kot neverni. Pomembno je, da spoštujejo naše gibanje, naše, rekla, pravila, kot bi rekla temu, naše varovanje in se nam pridružijo tam, kjer se lahko pridružijo, s tem, da opravijo določeno pot za nas, ali pa pomagajo pri strežbi, kadar se srečamo. To so tudi recimo različne delavnice. Zelo rade obiskujejo slikarsko delavnico naše članice, ki jo izvaja Zavod z ljubeznijo iz Logatca. Zelo radi imajo romanja. Mislim, da imamo letos še v planu romanje na Sveto Goro. To so si zaželeli in to se bo uresničilo. Ko pravite romanje, vam povem, da sem jaz lansko leto prvič bila v Lourdu. In kaj me je najbolj tam presenetilo, tam so bolniki, sem rekla otrokom, tam so bolniki carji, ne? Ker je vse usmerjeno na bolnike, ne? Da so oni res v prvih vrstah. Zdi se mi, da ste tudi vi, bolniki, v naših prvih vrstah, ko ustvarjamo eno duhovno omrežje, jaz rada pravim, ne? Ker je to omrežje v cerkvi bolj pomembno kot vse druge dejavnosti. In zato sem res hvaležna, da sem vas poznala, gospa Darinka. Enako. V čudovitem popoldnevu
ko je sonce obsijalo vso to prekrasno lepoto vaših planin okrog Kamnika, je meni srce polno od te lepote in od tega bogatstva, ki ga odkrivamo v krščanskem bratstvu bolnikov in invalidov in ki ne sme ostati pokrito, ampak ga moramo prinesti ven, da ga ljudje vidijo, da zasveti, da se res veselimo vas, naših bratov in sester. In bi vas res lepo prosila, da ne bo to zadnji pogovor, ne? Da se bova še srečali, ampak da zaključiva najin pogovor nekje s tisto lepo mislijo in besedo na vaše praznovanje, ki še zmeraj nekje odmeva v vašem srcu. Praznovanje je bilo res lepo. Zelo lepo doživetje. Tisto, kar me je zelo navdušilo, je bilo tudi to, da je bil gospod Škof z nami praktično ves dan, do konca našega praznovanja. Gospod Škof, kateri? Ja, gospod Franci Šuštar. On je bil svoj čas tudi naš prostovoljec. Ja, in dokaj pozna naše gibanje. Zato je bilo pogovora veliko med nami, sedeli smo za isto mizo in so se kresale iskre, kako in kaj. Prav res je njegova navzočnost potrdila tisto sporočilo njegove pridige, ko nam je položil na srce, da smo bolniki in invalidi del cerkve. Ne samo mimobežni, ampak da smo del. Zaključimo torej ta prijeten in bogat pogovor s predvajanjem pridige gospoda Škofa Francija Šuštarja. Spoštovani gospod župnik Jože, dragi bratje duhovniki, dragi bratje in sestre, najprej naj bo pozdrav, kot smo ga zaslišali že v začetku, vsem vam tukaj zbranim, ki ste pri tej sveti maši, tej zahvalni maši, ki nas sedaj in 50 let združuje v veliko bratstvo in prijateljstvo. Ta pozdrav je sedaj najprej namenjen nam, tukaj zbranim. Namenjen je pa tudi vsem ostalim, živim bratom in sestram, ki jih danes ni tukaj, ampak jih nosimo v srcih, pa so se že v letošnjem letu 50krat zbrali na različnih srečanjih. Namenjen je tudi vsem bratom in sestram v večnosti, saj smo pri maši isto občestvo. Veliko je teh, ki so v 50 letih prestopili prag večnosti. Ne bom vseh našteval. Spomnil pa bi se poimensko predvsem sestre Michelangele, ob kateri se je začela ta zgodba prijateljstva in bratstva. Zatem želim skupaj z vami izreči zahvalo Bogu in zahvalo bratom in sestram za teh 50 let prijateljstva in bratstva.